naša kmetija je od 2000 ekološka. Obdelujemo tam 22 hektarjev zemljišča, od tega imamo 8 hektarov njiv, kolobarimo. Polovica njiv je, bi rekel, začasni travnik, gor so detelje, da malo z dušikam pridobimo. Pa imamo 11 hektarjev travnikov, travniški sadovnjak tule okrog hiše, ki je v bistvu pašen z drobnico. No, potem imamo pa zdaj 24 glav goveda, krave dojilje, bik je v čredi. Mi kmetujemo na območju Kozjanskega parka in s tem je tudi pač že to zavarovano tako ali tako, ne. Potem dodatno ekološko kmetovanje, ne, in tudi travniški sadovnjak je v bistvu v Naturi 2000, ki je še posebej pač poskušamo kmetovati na tak način, da ohranjamo različne habitate, ne. Tako da tu odzadaj za mano je tudi rastlinska čistilna naprava, tudi vpliva na da očistimo to, kar pač umažemo dobesedno, in pač nekako imamo krog zaključen, da res se posvečamo ohranjanju narave. Jaz sem to videl 2005-2006 na eni kmetiji, rastlinsko čistilno napravo, in to sem jaz takrat se ful zagrel in sem rekel, to bom jaz imel. Potem pa smo 2009-2010 smo to čistilno napravo res naredili in izgleda tako. Iz vseh treh objektov je greznica, troprekatna greznica, to je klasika, vse gre tam noter, ne, in tam se pač po teh nivojih pretaka, da se ločuje zadeve. No in potem to se vsaka 3 leta se gosti del čisti. Komunala to počisti. Kaj se pa tiče redkega dela, ki gre vedno naprej, sta pa 2 bazena, 3x3, pa pol metra visok, noter so pa različne frakcije peska, potem pa zasajeno z rastlinjem, ki ga vidimo vse posod v naravnih čistilnih napravah, ki jih narava sama naredi v potokih, tako da, no potem je še pa ena greda naprej, najprej je grobi filter, potem je pa čisti fini filter, je pa 6x3 metre, pa 75 globoko, tako da na koncu pride voda ven, da jo lahko pijejo živali, konji, tudi pupke sem že videl noter, ki so zelo pogosto tukaj na Kozjanskem opaženi, ta je pa zelo občutljiv če je voda onesnažena. Zaenkrat smo vključeni v KOPOP samo z 2 hektara, nekaj manj kot 2 hektara travniškega sadovnjaka. Ne predstavlja nekaj več dela ali manj, da bi rekel, da je treba nekaj več postoriti. Včasih kakšna košnja, čistilna, drugače pa, tako sem rekel, paša pod drevesi. Drev je pa tista osnovna nega, obrazovanje. Evidence pač vodimo tako že kot ekološko, ampak tam še pa dodatno za KOPOP košnja, paša, čiščenje pa te stvari, ni toliko več. Ja, no, iz teh njiv, ko jih imamo, pridelujemo žita, pšenico, piro, to je neka osnova, ajdo, včasih tudi kakšno rž. No in potem iz tega imamo tudi registrirano predelavo na kmetiji. Predelujemo potem ta žita v pekovske izdelke, suho pecivo, testenine, mlince, pa tudi kruha se peče enkrat na tedensko nekaj iz tega. Kmetije so tu, bomo rekli, usmerjene ali pa se jih usmerja v smislu čim večjega ohranjanja naravnih habitatov, okolja in vsega ostalega, kar se v bistvu na koncu nekako odraža v tem, da je zelo veliko kmetij vključenih v ukrep ekološko kmetovanje, se pravi v okviru programa razvoja podeželja in pa tudi v ukrep KOPOP, se pravi tudi iz tega vidika je kar nekaj kmetij, ki imajo te ukrepe na svojih zemljiščih. Nekako
je območje, ki ima nad slovenskim povprečjem ekoloških kmetij, se pravi nekje dobrih 5% in pa tudi zemljišče več kot 11% v ekološko kmetovanje vključenih. Zdaj v samem območju je 16 kmetij, ki imajo KOPOP operacije, ostalo pač 48 kmetij pa je z ekološkim kmetovanjem. To je po podatkih iz zbirnih vlog iz 2021. Zdaj, če mogoče še malo na splošno grem, iz kmetije, gospodar kmetije je omenil travniški sadovnjak. Bomo rekli, travniški sadovnjak je eden pomembnejših delov Kozjanskega parka, zelo veliko so posvečali temu pozornosti in seveda ohranjanju. V Kozjanskem parku je tudi drevesnica, ki se bavi z vzgojo avtohtonih starih sort, reprodukcijo in pa seveda tudi precej se je tega zasadili nazaj na ta območja. Ja, dejansko v bistvu kmetijska svetovalna služba, bom rekel, nekako od samega začetka že stoji zraven. Tako recimo, če grem v leto 2015, ko se je slovensko kmetijsko-okoljski program sprejemal oziroma krovni program razvoja podeželja, takrat smo v bistvu z predavanji, izobraževanji kmetom predstavljali, kaj lahko iz programa razvoja podeželja na določenih območjih, ki so recimo varovana, črpajo, se pravi dobijo dodatna sredstva, da potem nekako izravnajo mogoče izpad dohodka, ki pride z nekim ukrepom, ne vem, pač opustitve silaže ali pa recimo en-pasa ali pa karkoli drugega. Seveda, to je samo začetek izobraževanja. Pol končno kmetovanje tudi v bistvu usmerjamo tako, da pač svetujemo na terenu, se oglasimo na kmetijo, pogledamo recimo čisto konkretno pri ekološkem kmetovanju, pomagamo pri preusmeritvah in potem kasneje tudi pač strokovno, če je kakšna stvar potrebna. Končno potem preko zbirnih vlog in pa tudi pač tistega dela, ki je mogoče manj zaželen, vodenja evidenc recimo, ki so, bomo rekli, kar včasih problematične. In pa vse do konca v bistvu, seveda je pa zelo veliko na lastni iniciativi. To je tako, kot je recimo na kmetiji Krivec, ki v bistvu so dejansko res na lastno iniciativo zelo dobro razvili to kmetijo in v bistvu nekako prosperirajo na tem območju, ne.